Kakšno vprašanje? Jasno je. Salomon Delo. Minister je zelo zadovoljen, tako da moje prvo vprašanje, kako sam sprejema dokumente, ni potrebno. Novinarji smo ponavadi bolj sitni, pa vidimo še kakšno drugo stran. Omenjali ste konsens med vsemi deležniki, dejansko je res, da so vsi obravnavali, ampak konsens je lahko mogoče celo preveč popoln. V tem primeru se zdi, da je iz vsej visokošolske strategije v času tega usklajevanja ušla kupica dobrih začetnih predlogov, denimo glede binarnosti, glede odhoda visokošolskega strokovnega izobraževanja iz univerz in še vrsta takih stvari bi se našla. Koliko je torej sploh ostalo od prvotnega dokumenta, koliko je upravičena tale vaša navedba, da bo ta zadeva res dosegla tiste strateške posege v visokem šolstvu, koliko ste skratka popuščali. Za drugo strategijo je tak občutek manjši, vendar je bila tista morda v začetku že nekako narejena tudi za sodelovanjem gospodarskega ministrstva. Inovacije so letos prvič. Nekaterim se zdi, da so mogoče majčkeno privlečene v to strategijo in da bo zato vse skupaj manj učinkovito, ali se strinjate tudi z takšnimi mnenji. Skratka, koliko korekcij še lahko pričakujemo v fazi usklajevanja in kaj jamči, da bo ta strategija res z temi rokovniki, vemo, da bo to seglo že v naslednjo vlado, prinesla skratka te pričakovane rezultate, da se ne bo zgodilo kot predhodnica. No, ta strategija, ti obe strategiji segata v mandate oziroma zaobsegata celotna 2 mandata 2 prihodnih vlad do leta 2020 v najboljšem scenariju, da bodo vse vlade do konca upravile svoje mandate, tako da z mislijo na to smo iskali čim višjo stopnjo soglasja. Jaz nisem rekel tudi, da obstaja konsens, ampak zadostna stopnja sprejemanja strani vseh deležnikov, ker konsenza ni mogoče. V Sloveniji obstaja neka koalicija, ki je najmočnejša, to je koalicija statusa quo. Tudi na tem področju, ki bi moralo samo po sebi generirati največ inovativnih idej, demonstrirati največje nezadovoljstvo z obstoječim, je veliko ljudi in veliko ustanov, ki ne vidijo, da morajo te principe aplicirati tudi nase. In kako je hitro govora o spremembah, ki zadevajo njihov položaj, njihove samoumevnosti in razvade, nedopustne in neprimerljive z vidika kakršnekoli komparacije z razvitimi evropskimi, tudi nekaterimi sosednjimi državami. Avstrija je to imiten zgled, omenjam zato, ker vedno govorimo samo o Finski, ni treba je tako daleč, se vzdignejo v brambo statusa quo. In tukaj ta dokument, če grem na začetek vašega vprašanja, ohranja to drznost. Ta 2 dokumenta smo oba vodili pod delovnim naslovom, skupnim naslovom, ker sta povezana, se povezujeta. Torej, raziskovalna in inovacijska strategija je neločljivo povezana z visokošolskim sistemom. Pod naslovom torej Drzna Slovenija, Slovenija kot družba znanja. In ta dokumenta ohranja ta drznost. Jaz sem prepričan, da vas bodo mnogi, ki se bodo oglasili v tej zadnji fazi sprejemanja obeh resolucij, prepričali v to, da naslavljata prave probleme in da sta radikalna. Tudi kar zadeva binarnosti, ki se omenili, mi vztrajamo pri tem, da se visokošolski strokovni programi ne morejo izvajati tako kot doslej z istimi učitelji na enak način kot univerzitetni programi v Republiki Sloveniji je bila do zdaj takšna praksa, ampak da tudi, če jih izvajajo univerze, jih morajo organizirati izvajanje teh programov drugače, z drugimi učitelji, z drugimi cilji, ne kot neko vrednostno, hierarhično podrejeno študijsko programsko vsebino, ampak kot drugače fokusirano. Mi moramo začeti glede tega, moramo povečati diversifikacijo slovenskega visokega šolstva. Mi smo v preteklosti pomnožili število visokošolskih ustanov, upal bi si trditi pretirano. Pri čemer večina poskuša izvajati iste vsebine povsod v Sloveniji. To ne daje izbire študentom, to ne odgovarja na potrebe trga dela in gospodarstva in to ne krepi kakovosti.
In diverzifikacija v tem smislu je ena ključnih atributov, ki jih želimo s temi usmeritvami doseči in tudi načinov, kako povečati kakovost. Je to samo en vidik, ampak kot sem rekel, dokument se je, in temu je služila javna razprava, se je brusil. Vendar ne zato, da bi se otopile, bom rekel, robovi, ampak da bi se izostrili. In mnogi so še bolj izostreni, kot so bili na začetku. Naprimer, število habilitacijskih področij je v Sloveniji preseglo vse meje. To je tipična poteza. Zamejiti vrtiček, na katerem si sam razsodnik, tožnik in sodnik. Zdaj to omejujemo na klasifikacijo, kjer je teh področji samo še nekaj več kot 80. In to bo izvalo odpore. To je nekaj, kar smo še izostrili, naprimer, v toku debate. Vprašanje habilitacij, vrsto stvari je noter. Tako, dokumenti so vseobsežni, so plod temeljitega dela, bodo deležni zanesljivo temeljitih presoj. Mi se argumentov ne bojimo, tudi do zdaj smo jim prisluhnili, kadar se je tole dalo. Želimo pa ohraniti in smo ohranili konsistentnost dokumenta in njegovo drznost oziroma ambicioznost. Hvala, minister. Še eno vprašanje, Katja, bomo vzeli za vas. Minister, torej zvišujejo se sredstva za raziskave in razvoj. Kako to, če kako, sovpada tudi z tem konceptom nemško-francoskega vlaka, kjer med drugim ste tudi vi že kdaj javno opozarjali, da se zaradi tako predvidenega hitrega zniževanja javnega dolga zmanjšujejo sredstva za investicije, ki so pač po vaši oceni gonilo slovenskega razvoja. In morda še pod vprašanje, kako tudi v tem kontekstu morda vidite in razumete sinočne izjave vodje poslanske skupine Zaresa Franka Jurija. No, kar zadeva te izjave, gre za osebno mnenje poslanca, s katerim je tudi nas seznanil na večjih sestankih v tem tednu. Mi smo razpravljali tudi o teh vsebinah, bili kritični do posameznih poudarkov, imamo različna mnenja glede tega v stranki Zares in tudi v poslanski skupini. Na posvetu z vsemi poslanci, poslankami koalicije in člani vlade bo v tednu, ki prihaja, priložnost se o vsem tem pogovoriti. Sicer pa seveda ta dva dokumenta sta ambiciozna in rekel, tisto, kar ste omenili, javnofinančne zaveze, omejitve, ki jim bo morala Slovenija v prihodnjih letih govoriti, postavljajo politiko, odločevalce in slovensko javnost pred nelahko izbiro. Ali pustiti stvari takšne, da gredo tako, kot gredo spontano. In to pomeni odpovedati se razvoju in obsoditi se na nek neslaven konec in heranje. Ali pa ob teh omejitvah, ki so na nek način nujne, če želimo ohraniti neko stabilnost in tudi ostati v družini držav, ki bodo z nezmanjšano hitrostjo se razvijale naprej znotraj Evropske unije, potem bo potrebno upoštevati prioritete. Ta dva dokumenta definirata prioritete. Te prioritete bo potrebno financirati tudi v zaostrenih javnofinančnih pogojih ali pa povedati, da Slovenija teh ambicij ne zmore. In v tem smislu je bilo pomembno, da smo vodili tako široko razpravo, da so vsi deležniki pravzaprav seznanjeni z dimenzijami problemov, ki jih naslavljamo, z potrebami, ki jih je potrebno tu zadovoljiti na tem področju, z zahtevnimi merili, kriteriji, ki jih je potrebno držati. In država mora to financirati. Če tega ne bo, potem nam pravzaprav v konsekvenci ostajanje ali prihod v ta klub najrazvitejših ne bo pomenil. Morda bomo v njemu, ampak ne kot najrazvitejši, ampak tisti, ki jim bodo stregli. In to ni bila nikoli ambicija države Slovenije v osamosvojitvi. Zato tu ne vidim izključevanja, vidim pa izjemno težko nalogo, kajti ko definiramo v Sloveniji prioritete, se vedno strinjamo ob definiciji. Ob sledenju tem ciljem, ob žrtvah, če lahko rečem, ki so izberah, ki so potrebne na poti uresničevanja teh prioritet, pa imamo v slovenski politiki in tudi v javnosti težave. In ta preizkušnja je pred nami vsemi. Hvala, gospod minister, se moramo zahvaliti, imamo še dva govornika, mislim, da bo na to temo še veliko priložnosti.